Spoštovane dame in gospodje, prihaja Nik Valenci. Lepo pozdravljeni na enem izmed zelo pomembnih dogodkov za naše mesto, na uradnem odprtju pridobitve, ki smo je v naši lokalni skupnosti nasploh na Koroškem upravičeno zelo veseli. Uresničevanje bivanjskih možnosti regije je hkrati spodbuda k svetlejši prihodnosti Raven, kot tudi spodbuda k razvoju Koroške regije in k njeni krepitvi. Dovolite, da v samem uvodu prijazen pozdrav namenim spoštovanim gostom. Z nami je minister za solidarno prihodnost, spoštovani Simon Maljevac. Poseben pozdrav namenjam tudi direktorju Stanovanjskega sklada Republike Slovenije, magistru Črtomirju Remcu. Pa županu občine Ravne na Koroškem, doktorju Tomažu Roženu. In v imenu investitorja, direktorju podjetja Vrata Javornika d.o.o., gospodu Andreju Gradišniku. Spoštovani podžupan, spoštovane občinske svetnice in svetniki, predstavniki medijev, izvajalci in podizvajalci gradbenih del, predstavniki bank, sosedi, morda je z nami tudi kakšen bodoči stanovalec objekta za menoj. Pozdrav naj velja vsem partnerjem, brez katerih realizacija tega projekta ne bi bila mogoča. Spoštovane dame, cenjeni gospodje. Projekt Vrata Javornika se je pričel odvijati v drugi polovici leta 2021. Danes ob njegovem zaključku so investitorji, torej družba Vrata Javornika d.o.o., pripravili dogodek, s katerim bi se radi zahvalili vsem prisotnim za doprinos k uspešni izvedbi projekta ob podpori občine Ravne na Koroškem. In seveda zato, da ste vsi navedeni in tudi tisti, ki vas nismo omenili prvoosebno, pomagali uresničiti naše velike želje in sanje. Gradbeno podjetje Vertikala X in razvijalci nepremičninskih projektov, združeni v okviru družbe Exit Group, se ponašajo z dolgoletnimi izkušnjami na področju razvoja in gradnje nepremičninskih projektov. Pri tem projektu so ponovno združili moči in znanje ter v zahtevnih razmerah na območju Javornika dokazali, da smo Korošci vedno bili in bomo za mušter. Poseben ponos ob odprtju novih stanovanj med nas prinaša direktor podjetja Vrata Javornika d.o.o., gospod Andrej Gradišnik. Spoštovani gospod Gradišnik, lepo povabljeni k besedi. Spoštovani minister za solidarno prihodnost, spoštovani direktor Stanovanjskega sklada Republike Slovenije, župan občine Ravne na Koroškem, vsi ostali visoki gostje, vsi, ki ste na projektu sodelovali in vsi prisotni. Lepo pozdravljeni v imenu investitorja. Kot investitorji smo se za projekt Vrata Javornika povezali družba Exit Group iz Slovenj Gradca in pa Presoje iz Ravne na Koroškem. Gre za podjetji, ki sta v zadnjih letih že skozi spravili kar lepo število večstanovanjskih projektov. Pa ne gre samo za povezavo dveh podjetij, ki sta združila finančna sredstva za potrebni zagonski kapital tovrstnega projekta, ampak gre za to, da je povezava omogočila tudi sinergijsko izkoriščanje učinkov znanj in kompetenc, ki jih družbi imata. Družba Exit Group namreč razpolaga z učinkovitim, sodobnim, komercialno-prodajnim pristopom, medtem ko pa Presoje, investicijska družba, je del skupine Vertis, kjer je tudi gradbeno podjetje Vertikala X, ki se ponaša z več kot 20-letno tradicijo gradenj. Naj omenim nekatere pridobitve, kot je vrtec Ravne na Koroškem, plezalni center Prevalje, dom starejših Kora, ki bo odprt ta četrtek, in pa seveda veliko število stanovanj, pomenijo veliko pridobitev za ožjo in širšo lokalno okolje. Hkrati pa v bistvu je potrebno povedati, da je možno tak projekt, kot so Vrata Javornika, izpeljati samo v podpori številnih podizvajalcev, projektantov, nadzora in številnih drugih, ki praviloma, ko gre za nas, v mislih imam seveda investitorje,
izhajajo iz lokalnega okolja. Seveda, treba je povedati, da je spisek predolg, da bi jih vse omenili. Naj rečem pa to, da so to dobra podjetja in zelo dobri posamezniki, ki so bili tudi kos zahtevnemu gradbišču. Tisti malo starejši Ravničani, med katere sodim tudi že sam, se še spomnimo, da tu, kjer stojimo danes, je bila nekoč globoka, velika globača. Zato oba bloka stojita na pilotih, ki segajo vse do globine 23 metrov. Pa ne le zahtevnost gradbišča, ampak tudi pravzaprav situacija tekom gradnje, namreč smo bili deležni pač tudi, rekel bom, izrednih dogodkov v tujini in na Koroškem, ki so vplivali na ceno materialov, na roke oziroma na dobavljivost materialov in pa tudi so prizadeli posamezne podizvajalce. In zato pravzaprav bi želel vsem, ki so na tem projektu delali, v imenu investitorjev izreči veliko zahvalo, da so zmogli dovolj vztrajnosti, inovativnosti in pa pregovorne koroške trme, da smo skupaj pripeljali ta projekt do uspešnega konca. Seveda se bi želel prav posebej zahvaliti tudi Gorenjski banki in predstavnicama, ki sta danes tu z nami, da so nam prisluhnili in omogočili projektno financiranje. Posebej se želimo zahvaliti seveda tudi direktorju Stanovanjskega sklada Republike Slovenije, magistru Črtomirju, ker je bil pripravljen prisluhniti projektu investitorja, in je prepoznal, bom rekel, Ravne na Koroškem in pa lokacijo Javornika za primerno in omogočil nakup kar 35 stanovanj, kar je pomenilo 50% vseh razpoložljivih, predvidenih in danes zgrajenih stanovanj. In nazadnje, bom rekel, najpomembneje, da danes stojimo tukaj, se v imenu investitorjem prav lepo zahvaljujemo županu občine Ravne, doktorju Roženu Tomažu, ker je on in njegovi sodelavci pravzaprav imel dovolj vizije, da je na nekoč degradiranem območju predvidel sodoben trgovsko-stanovanjski center, ki daje mladim, tistim starejšim, družinam z otrokom, bom rekel, na dosegi roke vse, kar potrebujejo za življenje. Verjamem, da smo skupaj postavili, zgradili dom številnim stanovalcem, ki že bivajo v bloku B in številnim stanovalcem, ki bodo kmalu bivali v bloku A, ki ga danes slavnostno predajamo investitorju oziroma kupcu, naročniku Stanovanjskemu skladu Republike Slovenije. Hvala. Od danes bodo tudi uradno Ravne na Koroškem bogatejše za kar 70 stanovanj v dveh objektih. Oba objekta sta izvedena v skoraj nič energijskem standardu A2, kar bo stanovalcem privarčevalo kakšen evro na račun racionalno potrošenih življenjskih stroškov. Poleg energetske učinkovitosti, ki poleg kakovostnih oken in debelejšega fasadnega ovoja vključuje tudi prisilno prezračevanje z rekuperacijo, so vsa stanovanja opremljena s predpripravami za klime. Pri zasnovi so zasledovali cilj, da bodo stanovanja svetla in da bodo stanovalcem omogočala smotrno uporabo prostora ter kar se da kakovostno bivanje. Zato ni nepotrebnih hodnikov ter prostorov, ki stanovalcem ne prinašajo dodane vrednosti, prinašajo pa dodatne stroške. Likovno je objekt zasnovan v nevpadljivih naravnih tonih, saj sta oba objekta pozicionirana na gozdni rob, kjer se lepo zlijeta z okoljem. Zunanje lože pa so prav tako dovolj velike, da omogočajo kvalitetno bivanje tudi na svežem zraku. Kaj to vrstna pridobitev pomeni za občino Ravne na Koroškem, pa nam predstavi župan dr. Tomaž Rožen. Prosim. Lep pozdrav vsem prisotnim, tudi v imenu soda občine Ravne na Koroškem, spoštovani gospod minister, spoštovani direktor Stanovanjskega sklada Republike Slovenije, spoštovani direktor investicijskega podjetja, ki je zgradilo ta dva stanovanjska bloka. Vsem skupaj bi se želel na kratko zahvaliti za to, da lahko danes ponosno stojimo v naselju Javornik, na vratih Javornika, kjer odpiramo en javni blok z 35 stanovanjskimi enotami in konec koncev tudi blok v soseščini in skupaj torej odpiramo 70 stanovanjskih enot. To ni majhen korak za naše mesto, to ni majhen korak za našo občino,
v naselju Javornik, kjer je bolj kot ne so samo večstanovanjske enote, stanovanjski bloki, pomeni to pomembno širitev, pomeni to signal, da je to naselje zanimivo za bivanje, tako z vidika države kot lastnika tega bloka, tako z vidika stanovalcev, ki so si kupili stanovanja v sosednjem bloku, in to ima velik konkretni in tudi simbolni pomen za razvoj našega mesta, naše občine. To niso edine stanovanjske enote, ki se v našem mestu v tem trenutku predajo namenu oziroma gradijo. Računamo, da bo tega še več, ne zgolj javnih stanovanj, tudi tržnih stanovanj, kajti mesto, ki se ne širi, pomeni, da je obstalo, pomeni, da ljudje vanj nekako ne verjamejo, ne želijo živeti v tem mestu, in zagotovo lahko rečem, da je današnji dogodek, da Ravne oziroma občina Ravne ni takšna, da je občina takšna, kjer si ljudje želijo živeti, in to me seveda zelo veseli. Da lahko danes tu s ponosom stojim pred vami, pred gospodom ministrom, gospodom direktorjem, vsemi izbranimi, se je moralo marsikaj poklopiti. Najprej smo morali seveda pridobiti zaupanje investitorja, da se je seveda odločil kupiti to, kot se je gospod Gradišnik milo izrazil, nekdanjo jamo. Dejansko je tu smetna jama, smetišče. Še pred 30-40 leti, ko ni bilo takšne okoljske zavesti, so se pač odpadki nenadzorovano odlagali, in tu, ravno tu, kjer je Špar in pa ti bloki, je bila ta jama za Mežiško dolino, 4 občine. In seveda iz te jame smo na nek način na degradiranem območju danes pred tema čudovitima objektoma, in zato se je moglo v verigi, v funkcijski analizi veliko dejavnikov poklopiti. In kot rečeno, vsi ti dejavniki so temeljili na nekem zaupanju tako kupcev tržnih stanovanj, zaupanjem tako stanovanjskega sklada, da bo našel najemnike, in na koncu seveda je to najbolj ključno, da smo to pridobili strani vseh deležnikov in pridobili res nekaj lepega v našem mestu. Tako da res vsem, ki ste danes tukaj zbrani, ni vas malo, pomeni, da je bilo veliko teh faktorjev, teh deležnikov, da smo to pridobili. In kot že rečeno, v tem tednu pridobivamo tudi dom starejših, kar tudi ni majhna investicija, v finančnem smislu še večja od teh 2 stolpičev, kar pomeni dodatno stopnjo zaupanja, da se naselje Javornik, kot so največje naselje v naši občini, krepi. V prihodnje bomo potrebovali tudi varovana, oziroma sedaj se imenuje oskrbovana stanovanja, tako da priporočilo z današnje, bi rekel, otvoritve tistim, ki spet v tej verigi od investitorjev, banke, skladov, ministrstva odločate, tudi občina konec koncev, da bomo seveda tudi potrkali na vaša vrata za nadaljne korake, v smislu seveda razvoja naše občine, razvoja našega mesta, kajti seveda za družbo blaginje, za družbo blaginje naših ljudi si vsi skupaj prizadevamo, mi na občinski ravni, vi na državni ravni, in s sodelovanjem tako zasebnega kapitala, znanja, kot je že bilo omenjeno, vrsto podjetij, ki znajo to zgraditi, verjamem, da bomo uspeli, da bomo tako občine kot celo državo peljali v smer lepše prihodnosti. Danes pa, kot rečeno, res iskrena hvala za vse, kar ste storili, da lahko danes stojimo pred to res čudovito pridobitvijo našega mesta, naše občine. Hvala. Hvala lepa. Nik Valenci je 15-letni dijak prvega letnika gimnazije Ravne, ki obiskuje že 9. letnik glasbene šole Ravne na Koroškem za diatonično harmoniko pod mentorstvom učitelja Jožeta Mandla. Harmonika je njegova zvesta spremljevalka, saj jo vzame s seboj kamorkoli gre. Zelo rad se udeležuje raznih nastopov, dobrodelnih koncertov, prireditev in tekmovanj. Na državnem tekmovanju mladih glasbenikov Republike Slovenije Temsik je osvojil 2. mesto in srebrno priznanje. Na letošnjem tradicionalnem tekmovanju harmonikarjev Avsenik pa je osvojil zlato priznanje. Prav tako je Nik harmonikaš folklornega društva Holmec in ohranja tudi ljubiteljsko kulturno umetnost. In veseli smo, da je v tem posebnem dnevu za naše mesto tudi z nami. Spoštovani, Nik Valenci.
Objekt na vaši desni je bil stanovalcem predan v drugi polovici preteklega leta, kmalu po uničujočih poplavah, ki so prizadele naše kraje in katerih moč je občutila tudi občina Ravne na Koroškem. Zato velja še prav posebna zahvala vsem za potrpljenje, iznajdljivost in osebni angažma pri uresničevanju tako plemenitega in težko pričakovanega cilja. Stanovalci so imeli tekom gradnje možnost individualnih prilagoditev, kjer so lahko sami izbirali med različnimi razporeditvami stanovanj, inštalacij in so si tako povsem po svojih željah opremili stanovanje. Objekt, ki ga vidite za menoj pred sabo, je bil ves čas grajen v sodelovanju s Stanovanjskim skladom Republike Slovenije in polovica od 70 stanovanj, skupno kar 35, jih bo namenjenih najemu. V prihodnjih mesecih bodo lahko zainteresirani posamezniki preko razpisa, ki bo objavljen na spletni strani SSRS, kandidirali za najem novega stanovanja. V preteklosti se je že pokazalo, da so tako smele odločitve, kot je razvoj tako velikih večstanovanjskih projektov v našem okolju, skoraj nemogoče, neuresničljive brez dobrega sodelovanja Stanovanjskega sklada Republike Slovenije. Ta svojo politiko odkupa stanovanj v okoljih, ki niso tako zanimiva za investicije te vrste, veliko pripomore k realizaciji tovrstnih projektov. Zato ob predaji besede direktorju Stanovanjskega sklada Republike Slovenije, gospodu Črtomirju Remcu, slednjemu namenjamo tudi aplavz v zahvalo direktorju in njegovim sodelavcem za vsa stanovanja, ki smo jih Korošci dobili v zadnjih letih in seveda s priprošnjo za še mnoga, katerih se nadejamo v prihodnje. Spoštovani, pri besedi prijazno vabim direktorja Stanovanjskega sklada Republike Slovenije, gospoda Črtomirja Remca. Ja, hvala za te lepe besede. Seveda smo veseli, ker se že leta trudimo, da bi vsem regijam res pomagali, da bi bila dostopnost do najemnih stanovanj večja. In moram reči, da na Koroškem smo našli odlične partnerje, ki so nam na tej poti pomagali. Spoštovani minister, spoštovani župan, spoštovana predstavnika investitorjev, oba, Vertikala in Exit, za svojimi sodelavci, seveda vsi, ki so sodelovali pri tem projektu, od projektantov, nadzornikov in pa seveda vseh obrtnikov, ki so tudi v teh težkih časih po poplavah uspeli nekako zbrati moči, da so ta dva objekta dokončali. Še posebej sem vesel, da s tem objektom nekako zaključujemo, jaz bom rekel, če smo imeli v Ljubljani Viško trilogijo, je to Koroška trilogija, Slovenj Gradec, Mežica in zdaj Ravne, skupaj 150 stanovanj, v roku 14 dni pa bomo otvorili še 28 oskrbovanih stanovanj v Radljah. Te zadnji projekti so bili sofinancirani strani načrta za okrevanje in odpornost in kot bi vedeli, dejansko so to tista stanovanja, ki bodo tisti, ki so v poplavah oziroma njihovim bližnjim prišla najbolj prav. In zato sem še posebej vesel, ker sem mogoče malo nestrpen in ko poslušam, kako se lotevamo teh popoplavne obnove, smo včasih nespretni. Mi smo mogoče že 2 koraka naprej razmišljali in lahko zdaj ponujamo stanovanja. Smo jih ponudili tudi že takoj po poplavah. 20, ki smo jih imeli na zalogi, smo jih z izredno dodelitvijo dali tako Ravnski občini, Prevaljam in Črni ter Mežici, zato da seveda kdor hitro da, dvakrat da. In jaz sem res neizmerno vesel, da lahko Koroški pomagamo. Še bolj bi bil vesel, če bi lahko bolj tudi Savinjski dolini, pa žal tam nimamo dovolj projektov, ampak saj tukaj je država na nek način se izkazala in
Stanovanjski sklad Republike Slovenije je del te uspešne zgodbe. Tako da nekako bi rekel, da je načrt za okrevanje in odpornost tudi seveda s tem svojimi nepovratnimi sredstvi omogočil, da so najemnine neprofitne. Tako oskrbovana v Slovenj Gradcu, teh 35 tukaj in pa 28 v Radlah so z sorazmerno nizkimi najemninami, dostopnimi, čeprav vemo, da je v tem okolju drugače kot v Ljubljani, kjer je kupna moč večja, pa so neprofitne enake. Mogoče bi tukaj v bodoče morali biti bolj pravični in verjamem, da kot je minister že pred nekaj časa napovedal, da bomo tudi najemnine uredili, da bodo te najemnine dejansko vzpodbujale gradnjo stanovanj, ne pa zavirale, kar je bilo v preteklosti večkrat primer. Še enkrat res hvala vsem, da ne bi poimensko šel, ker potem bomo koga pozabili, seveda tudi mojim sodelavcem, nekaj jih je, niso vsi, ker žal, pri nas imamo toliko dela, da praktično si ne moramo privoščiti, da bi nas več prišlo, pa je pa direktor tisti, ki mora priti. Tako da hvala lepa in pa želim tudi bodočim stanovalcem, da bodo tukaj bivali zelo lepo, varno in da se bodo spominjali tudi na nas, ki smo k temu nekaj prispevali. Hvala. Ves čas gradnje, kot velja znano dejstvo, so se odgovorni soočali s številnimi težavami, izzivi od pandemije, vojne in posledično pomanjkanje materiala ter njegove podražitve in čisto za konec še uničujoče poplave, ki so tudi prvoosebno prizadele nekatere izvajalce del. Zato so vsi skupaj sedaj še toliko bolj veseli, da je projekt pri koncu in da bodo stanovanja v obeh objektih nudila dom približno 210 osebam. 210 občank in občanov, ki so zahvaljujoč projektu Vrata Javornika upravičeno in verjamem srčno veseli novega toplega doma. V vsakem primeru gre za izjemno pridobitev, ne le za lokalno skupnost, torej občino Ravne na Koroškem, ampak celotno Koroško. Da gre za pomemben doprinos skupnosti in širše pa kaže tudi današnja prisotnost ministra za solidarno prihodnost. Spoštovane dame, spoštovani gospodje, k besedi prijazno vabim ministra za solidarno prihodnost Simona Maljevaca, da nas nagovori. Prosim. Spoštovani župan dr. Tomaž Rožen, spoštovani direktor Stanovanjskega sklada Republike Slovenije Črt Remerc, izvajalke, izvajalci, investitorji, spoštovane prisotne in prisotni. V veselje mi je, da se lahko zberemo na novi otvoritvi javnih najemnih stanovanj. Naj takoj na začetku poudarim, da je gradnja 35 javnih najemnih stanovanj potekala v zahtevnih razmerah epidemije in vojne v Ukrajini. Mislim, to ste čisto vsi izmed vas tudi izpostavili. To je povzročilo določene zamude pri dobavi gradbenega materiala, posledično so bila tudi nekatera gradbena dela izvedena z zamudo, ampak pomembno je, da je projekt zaključen in da bodo ljudje dobili in se lahko vselili v nova stanovanja. Tako da se tu in na tej točki tudi v imenu ministrstva zahvaljujem vsem, ki ste vztrajali na tej poti, predvsem investitorjem. Vem, da ni bila enostavna, zadnjih par let se vsi soočamo, ki smo tako ali drugače vpleteni v investicije v zelo nesigurne in nepredvidljive čase, tako da vztrajnost je tista edina, ki nas bo pripeljala k boljši prihodnosti. Še posebej me pa veseli, da ta stanovanja odpiramo na Koroškem, v regiji, ki ima še veliko neizkoriščenih potencialov. Veseli me tudi, da je otvoritev novih stanovanj, ki so financirane s pomočjo sredstev iz načrta za okrevanje in odpornost, dokaz, da se stanovanjska politika premika v pravo smer. Otvoritev novih stanovanj na Ravnah na Koroškem je namreč plod dobrega sodelovanja med Ministrstvom za solidarno prihodnost, ki je zagotovilo sofinanciranje, in Stanovanjskim skladom Republike Slovenije, ki je tudi s pomočjo teh sredstev kupil stanovanja in s tem ljudem zagotovil dom, tistim, ki ga ne morejo kupiti, lahko pa so v najemu. Za mano torej stoji 35 novih javnih najemnih stanovanj, kar se mogoče v državnih okvirih ne zdi veliko. Vsi ste slišali verjetno že mojo številko 5000 do leta
26, ampak 35 plus 35 plus 150, pa verjamem, da bomo do takrat prišli do tja in zagotovili dom mnogim. Sem pa gotov, da bo teh 35 stanovanj, kar ste danes tudi župani in ostali potrdili, prispevalo k dvigu kvalitete v Ravnah na Koroškem. Še ena stvar, ki me veseli, je, da se v vaši regiji izvajata še 2 projekta načrta za okrevanje in odpornost, eden v Slovenj Gradcu in drugi v Radljah ob Dravi, kar je tudi direktor povedal. Tudi ta 2 projekta boste okrepila bivanjsko in razvojno komponento Koroške. Za konec bi poudaril še, da bomo na Ministrstvu za solidarno prihodnost še naprej podpirali stanovanjske projekte na lokalni ravni. Nadejamo se, da bomo kmalu podprli Stanovanjski sklad Republike Slovenije z novo dokapitalizacijo, ki bo namenjena finančni krepitvi projektov na lokalni ravni. S tem sledimo svoji zavezi, da bomo usmerili vse napore v zagon javne stanovanjske gradnje, pri čemer si bomo z ramo ob rami stali z Republiškim skladom, lokalnimi skladi, župani in občinami. Hvala za vašo pozornost. Se vidimo na naslednji otvoritvi. Upam, da bodo tu nastajale lepe zgodbe, mogoče se bo rodila kakšna ljubezen, povečanje družine. Upam, da bo tudi na tem dvorišču glasno in aktivno. Vesela popotnica novemu bloku. Hvala lepa za vaše besede in vaš čas, da ste danes z nami. Spoštovane, spoštovani, pa je napočil ta veliki trenutek za kar 70 enot, ki bodo nedvomim postala topel dom in varno gnezdo za vse naše nove občanke in občane tukaj na Javorniku. To pa bomo udejanili torej simbolično s prerezom traku, ter jih tako pospremili pomenljivo na njihovo novo pot. K prerezu traku pa seveda vabim vse 4 goste, spoštovani gospod direktor Andrej Gradišnik, župan dr. Tomaž Rožen, spoštovani direktor Stanovanjskega sklada gospod Črtomir Rimec in spoštovani minister za solidarno prihodnost gospod Simon Maljevac. Prosim, pridite na to stran, da bodo bloki tudi vaša kulisa, in vas bom seveda poprosila za prerez traku. Minister, najvišji čist. Ker zadnji, da za nove pa še. Moraš karje prenesti novo. Veš karje, stanovanja novo. No, gremo 3, 4, zdaj. Sej pogledajte k meni, prosim, na sredo. Hvala. Super ste. Zdaj pa kar brežemo. Damo vsak manj košček. Evo. 2 tu. Takole je trak prerezan, jaz predlagam en velik in topel aplavz za vse tisto, kar se je dogajalo tukaj in predvsem za vse tisto, kar sledi. Posebno pozornost smo tudi tokrat namenili osnovni celici velike s tradicijo tlakovane soseske Javornik, ki je zrasla za kar 70 enot, 35 neprofitnih stanovanj. Vsem želimo prijazno bivanje in udobno ter kličemo dobrodošli.